Zelo pogosto se pojavljaš sploh na forumu našega medija. Ja. Kaj mora biti človeku, da toliko piše na forum, da se toliko oglaša, da več komentarjev na en prispevek doda, da debatira? Imaš preveč časa? Ja, drži, ne preveč časa, pa preveč negativne energije. Eni 2 leti nazaj sem se zelo bučno ločil, ne, in potem imaš ogromno negativne energije, veliko časa, ne, ki se ga prej nekje drugje dajo, ne, in namesto da se grem step na ulici, ne, se stepem na forumu, ne, pogledam, grem na živce, ne, tisto argument moči, ne. Ja, in potem mene zanima moč argumenta, ne, in mislim, da tisto, da bom tak problem rešil. Veš, v matematiki imamo hecne pristope k reševanju problemov, ne, če imaš en problem, ne, mi smo znani potem, ne, da tisti problem naredimo večjega. Mi temu rečemo, vložimo večji problem, ne. In če tebi nekdo po glavi, ne, potem pač ti rečeš, bom premagal celo opcijo, ki uporablja argument moči, ne. Ja, vse bom jih potisnil lažje, kot pa rešiti svoj problem, ne, je rešiti kompletno, ne. Ja. In potem, če vidim, da koga maltretirajo, ne, tako kot tega našega nadavčni, ne, potem se pač zapletemo v pogovor, pa če tu treba 100 komentarjev, je 100 komentarjev. Se pa je v bistvu torej na podlagi tvoje aktivnosti na forumu zgodila politična aktivnost. Je res temu tako? Ja, tudi v Sloveniji karkoli probaš narediti, ne, vse se konča v parlamentu, ne. Ja, še zadnje gasilsko društvo, ne, misli, da ne more drugače uspeti, ne, kot da se prebijo v parlament, da ustanovijo stranko, ne, in se prebijo v parlament in tam, da se rešijo problemi, ne. Civilne družbe v Sloveniji praktično ni, ne, vse se mora reševati v parlamentu, ne, in kateri problem hočeš rešiti, ne, avtomatično prideš v politiko, ne, če hočeš kaj malo večjega rešiti. Je to res, da te stranka zares povabila k članstvu šele takrat, ko so te prepoznali na forumu? Jaz sem član stranke zares od začetka, ne. Ja, samo vse funkcije, ki sem jih imel in jih imam, ne, v stranki, ne, so me prepoznali preko foruma. Jaz sem eden od najbolj aktivnih članov na forumu zaresa. Prvi komentar je moj, med prvimi 10 je polovica mojih, ne, in tako naprej, ne, in so me opazili po komentiranju, ne. Ja, ne po neki izobrazbi ali neki prejšnji politični aktivnosti, ne, ampak nihče ne ve, da sem jaz predstavnik stanovalcev v svojem bloku, ne. Ja, ampak prav po tistih izjavah na raznih forumih, ne, pa par pisem bralcev, ne. Ja. Pa kak lahko na Tezno Čefurja izvolijo za predstavnika v bloku, si res? Ja, sem, ja, in prvič ni nas malo, ja, drugič nišče noče biti, ja, vsi bi radi videli, da bi nekdo drugi opravljal to, ne, in kar težko je premakniti, veliko ljudi verjame neko inercijo, ne, enostavno ne moreš ljudi premakniti, da bi nekaj spremenili, da bi verjeli, to je naše. To ne bo nam nihče rešil, ne, moramo se sami zorganizirati, ne, če hočemo imeti klopce, ne bo občina prišla pa čez 2 leti tam naredila klopce ali otroško igrišče, moramo se šamično šparati, ne. Ja, in če imaš nekako energijo, ne, potem počasi zmotiviraš ljudi za nekaj. Zdaj, da ne bo pomote, ne, ti si v bistvu sam povedal, da si čefur z velikim č, ne. Z velikim č, ja, to jaz razumem kot narod, ne. Ni mi pa všeč, ne vem, mislim, da je to Kučanovo, ne, tisto ne Slovenci, da se piše z velikim n, ne. Nismo mi en narod, ne. Ja, jaz sem tudi mešan, ne, ampak vedno se postavim na stran, ne, tistega, ki je v slabšem položaju, ne, tista stran se mi zdi udobnejša. Mislim, to bi bilo s hecom, ne, tako da bi Albancem na Kosovo rekli ne Srbi. Ja, potem je skoraj boljše, po mojem, imajo oni raši izraz Šiptar, ne. Ta izraz pomeni, se uporablja za Albance, ki živijo na tej strani tiste mejne planine, ne. Ne vem, meni se zdi, da celo oni imajo neki izraz, ki pove regionalno, ne. Ja. Zdaj, ko govoriš v bistvu o svoji aktivnosti, ne, da bi z aktivnostjo v politiki reševal zadeve, problemi, misliš ti, da je najbolj pereče? Ja, problemi so najbolj pereči, so socialni problemi, inflacija pa tak, ne, ampak pač problem, ki mene muči, ki je mene motiviral, ne, je nasilje, ne, vse vrste nasilja, ne, moč, argument moči, ne.
In to ustaviti, tako jaz vidim, potem se lažje, da se mora argumentirati, da se svoje stališče mora argumentirati, da ne moreš preglasiti ostale, ampak da moraš argumentirati. Če se to obrne, potem jaz verjamem, če se posluša tiste, ki razumejo, ki so kompetentni za neko področje, da enostavno ne rabiš biti kompetentni za vsa področja, če si pripravljen poslušati argumente, potem enostavno se ne moreš narobe odločiti. Ja. Kaj je rešitev? Ne vem, nas je 6 milijardi nekaj, ja, da bi ravno jaz našel rešitev, bi bilo bolj hecno. Ja, vsak bo pač probal dodati svoj kamenček k rešitvi. Kaj pa si misliš o nasilništvu na forumih? Se ti zdi, da bi se vseeno mogla zgoditi določena vrsta cenzure? Ne vem, kako mi je všeč, tudi ko se je neprimeren komentar pojavil na Vesti, sem tudi na spletno oko kar direktno povedal. Mislim, da je spletno oko kar dobro, samo ni dovolj znano. In mislim, da je samocenzura, se pravi, da mediji brišejo, da opozorijo, da bodo brisali, meni se to zdi v redu. Nasilje ne sme se tolerirati. Ja. Kaj te najbolj ziritira pri nas? Veš kaj boje, mediji so že opazili, da se najraje delam pametnega, da se najraje spravim na manjšega. Jaz opazim v nekem prispevku, tale pa argumentira tako slabo, kot moja bivša tašča. Kaj bi jaz zdaj njej povedal, kaj bi jih zabrusil, in potem se spravim in trančiram in maltretiram in mesarim koga. Ja, drugače prav konkretno, da prispevek, neka tema politično, kaj takega, ne morem reči, da me kaj konkretno muči. Recimo nestrpne izjave, ali pa da nekdo pač popolnoma nekompetentno ne poskuša vsiliti svoje mnenje, to me zmoti. Strašno rad debatiram, to od nekdaj, verjetno, če bi obstajali debatni klubi, bi že pred leti bil v srednji šoli. Takrat sem imel naštudirano iraško-iransko vojno, in sem znal debatirati z ene ali pa z druge strani. Najbolj sem pa bil zapavljen, malo pred osamosvojitvijo, sem celo dežurno ložo držal v trancu, ko sem debatiral za stališče ne proti odcepitvi, ampak da je slabo pripravljena. Ja, in potem na koncu, po enourni debati, ko sem povedal, da sem glasoval na plebiscitu za, ti nas zafrkavaš, pa kaj si nas potem zafrkaval celo uro, Ja, mi je užitek debatirati, soočati argumente, to mi je zanimivo, ja. Potem pa povej, si jugonostalgik, pa mi povej potem komentar za plebiscit. Argument to je, mislim, za plebiscit. Ja, za plebiscit, spet nasilje. Ja, jaz sem bil priča enemu mitingu med jogurtno revolucijo v Vršču, tisti dan, ko sem odhajal iz vojske. Miloševića ne maram, že prednji je bil na 8. seji, odkar sem ga videl, ga ne prenesem, in pač nekako se je bilo treba ograditi. Vse mislim, da zdaj v Evropi bomo spet nazaj vsi skupaj. Pač tiste probleme od nasilneža se probaš, pač, če ne gre rešiti situacijo, vse sam sebe ograditi. Ja, drugače pa Slovenija niso moje tisočletne sanje, samostojna Slovenija, jaz se čutim Evropejec.